Pozdravljeni, poslušate Triglav skladi Stockcast. Danes smo z vami jaz, Matjaž Pogorevc, sem investicijski analitik. Jaz sem Aleksandar Guterje, sem upravljalec investicijskih skladov. Jaz sem Klara Repnik, delam na področju financ. Danes se bomo pogovarjali o investicijski temi, velikih razsežnosti, avtomatizaciji in robotizaciji. Avtomatizacija je ime koncepta, ki so ga skovali v tovarni podjetja Ford Motor Company v letu 1946 za opis povečane uporabe avtomatskih naprav v mehaniziranih proizvodnih linijah avtomobilske industrije. Koncept pa je pravzaprav starejši kot ime, ki so mu ga nadeli. Obstajajo zabeleženi dokazi o strojih na vodni pogon, ki segajo 2000 let nazaj, ko so stari Grki to tehnologijo uporabljali za mletje pšenice v moko. Pred dobo pare in elektrike je človeštvo poznalo vodne mline in mline na veter, ki so hidroenergijo in vetrno energijo pretvarjali v rotacijsko silo, ki je namesto človeka mlela zrna v moko. Industrijska avtomatizacija pa se je pojavila pred kratkim. Kaj se dogaja danes, v katero smer gre razvoj in kakšen je vpliv avtomatizacije na gospodarstvo, pa se bomo pogovorili z našim direktorjem področja analiz, Vidom Pajičem. Pozdravljen, Vid. Lep pozdrav. Vid, lepo pozdravljen. Pozdravljen. Pozdravljeni. Tako da ja, Vid, bi lahko prosim razložil, kaj to je avtomatizacija? Avtomatizacija zame pomeni nek proces minimiziranja človeškega vložka v nek proces. To proces je lahko izdelava produkta, lahko pa je tudi storitev. Kako si pa predstavljaš robotizacijo? Robotizacija je pa mal ožji pojem in je v bistvu bolj zamenjava neke delovne naloge človeka z robotom. Avtomatizacija pa je širši pojem, pokriva širše področje in je v bistvu cel proces. In katere trende po tvojem mnenju danes poganja prihod na avtomatizacijo in robotizacijo? Zakaj sploh do tega prihaja? Definitivno podjetja zasledujejo avtomatizacijo, robotizacijo iz vidika višje učinkovitosti, više kvalitete produktov, bolj konsistentnega dela, hitrejše izdelave, nižji stroški. Definitivno tudi to odgovarja na določene vrzeli, ki se porajajo na trgu dela, kjer lahko nadomestimo določene poklice, ki so deficitarni z roboti. Tako da veliko je tudi posledica tega, da je danes tehnologija, ki omogoča to, ki omogoča povezavo vseh teh naprav v neko enoten proces, neko enotno delo. So pa tudi dejansko razlogi, ki so čist, rečem, človeški, varnostni. Mogoče kot zanimivost povem, da med gozdarji, glede na število gozdarjev, umre več ljudi, kot med vojaki. In definitivno zelo nevaren poklic, ki se je v zadnjem času robotiziral, avtomatiziral in to je tudi lahko nek razlog. Pa zdaj, če se ustavimo pri robotizaciji, ne smemo pozabiti tudi na umetno inteligenco. Pa me zanima, kakšen je zdaj razvoj tega? Kje smo zdaj? Umetna inteligenca je definitivno na široko vstopila v procese dela na vseh področjih. Mislim, da se je zažrla skoraj vse pore gospodarstva, če lahko tako rečem. Veliko se vlaga v to, veliko je tudi dejansko umetne inteligence že v uporabi. Doskrat se niti ne zavedamo, da imamo stik z umetno inteligenco. Tak primer so naprimer avtomatični telefonski odzivniki, kjer lahko kličemo nekam zaradi določene pritožbe, pa se pogovarjamo s programom, pa se tega sploh ne zavedamo, ker je to že toliko sofisticirano. Tako da umetna inteligenca definitivno ima velik pomen v tem vse skupaj, zna tudi optimizirati stvari, je pa še vedno ni dovolj razvita, da bi čist nadomestila delo človeka. Zdaj pri umetni inteligenci pač imamo pametne robote, ki v bistvu jih sprogramiramo na ta način, da vse definiramo, recimo pri klicu, je vse definirano. Če stranka postavi to vprašanje, robot ve, v bistvu program sam ve, kaj bo odgovarjal. Recimo pri umetni inteligenci pa treba izpostaviti, da v bistvu se potem tudi sama nadgrajuje, sama se programira naprej, ko ona vmes, ko je v akciji, ne vem, recimo določen program, ko pride do ene napake, sam potem najde to napako in se sam
sprogramira ukaz, da tega več ne ponovi. Ja, definitivno. Bistvo umetne inteligence ne bi bilo to, da se lahko sama uči, je pa še vedno omejena po določenih zmožnostih. Mi vemo, da umetna inteligenca ni zmožna nekih kreativnih rešitev, da ima problem pri nekih strateških odločitvah, ima problem, ko je treba upoštevati neko čustveno inteligenco in take stvari, to zaenkrat še ni sposobna glih najboljš. Plus tega je dostikrat problem pri umetni inteligenci tudi to, da ni sposobna kritičnega presojanja, katere podatke vzeti v to učenje in katere ne. Dober primer je bil Microsoftov algoritem umetne inteligence, s katerim so šli na Twitter in so se mogli po parih urah odklopiti z Twitterja in so se upravičili, ker so začeli prihajati grozno rasistični in neprimerni tviti strani tega algoritma, zaradi tega, ker je se učil v nekem okolju, kjer so stvari, ki niso v redu in ni bil sposoben kritičnega razmišljanja, kaj je dobro, kaj je slabo. Plus tega, umetna inteligenca je za enkrat v določenih primerih tudi nepredvidljiva. Glih zaradi tega učenja, da se sama uči, ne vemo čisto točno, kaj bo vam prišlo. In tudi podjetja, ki jo uporabljajo, imajo dostikrat na ločenih serverjih, ne upajo vsega skupaj pomešati, ker še niso stvari še čisto raziskane. Po drugi strani pa prinaša ogromno prednosti. Primer je lahko v zdravstvu, jih lahko najdemo, ker umetna inteligenca pomaga pri izbiri zdravil, pomaga izbrati pravilno zdravilo, pravilno količino tega zdravila, da bojo čim manjši stranski učinki. Se nenehno uči, lahko bere nove raziskave v več jezikih, kar bi za enega človeka bilo praktično nemogoče, da bi spremljal vse trende na tem področju, da bi bral vse znanstvene članke na določenih področjih. In tukaj pa definitivno nam lahko zelo pride v pomoč. Kot da jaz vidim umetno inteligenco v veliki meri kot pomoč. Seveda nekatere stvari lahko sama naredi, lahko nam tudi predlaga neke rešitve, predvsem pa kot pomoč pri obdelavi podatkov, pri analiziranju podatkov, na koncu pa mislim, da glavne odločitve pa še vedno so v človeških rokah. Ja, glede na to, da na začetku si rekel, da vidiš avtomatizacijo kot nekoliko širši koncept kot robotizacijo, misliš, da umetna inteligenca je to bolj pomembno za robotizacijo ali pa za avtomatizacijo ali pa za oboje? Bi rekel, da igra vlogo pri obeh, vendar veliko večji meri pri avtomatizaciji. Ker, tako kot smo rekli, avtomatizacija je proces. Tam je bolj pomembno, da imamo neko umetno inteligenco, da iščemo optimalne rešitve, da se zbere optimalna pot. Pri samih robotih v veliko manjši meri roboti običajno opravljajo neke rutinske naloge, nezahtevne naloge, ki niti ne zahtevajo toliko umetne inteligence, kot zahtevajo natančnost. Kaj pa pri izbiri naložb, pri upravljanju portfelja? Misliš, da lahko umetna inteligenca nadomesti upravljavca? Dobro vprašanje. Jaz iskreno verjamem v to, da ne popolnoma. Imamo primere, ko umetna inteligenca, ko algoritmi dobro upravljajo premoženje. Imamo tudi primere, kjer so te rezultati bili zelo slabi. Poznamo primere, ko so stvari super delovale do enega trenutka in so se na to popolnoma zalomile in so ljudje vse izgubili. Dostikrat slišimo, da umetna inteligenca deluje dobro, dokler deluje, pa ne deluje več, ne? Kar se sliši malo smešno, ampak je dejansko res. Celo so primeri, ko so se podatki vhodni malo spremenili in je algoritem popolnoma padel. In je algoritem leta in leta, 3, 4, 5 let super deloval, na to pa v obdobju 2-3 mesecev izgubil večino vsega, kar je ustvaril, zaradi tega, ker se je nek podatek, nek vir podatka malenkost spremenil, ni bil sposoben zaznati te spremembe, kar recimo za človeka načeloma ni problema, ne? In ni več mogel algoritem laufati, kot je bilo predvideno. Definitivno vidim veliko vlogo umetne inteligence v procesu upravljanja, kot je bilo že prej omenjeno. Ogromne količine podatkov je zmožno sprocesirati z umetno inteligenco.
vemo, da Google je dokazal parkrat, da se da umetno inteligenco uporabiti, ko je naprimer za neko ameriško trgovinsko verigo napovedoval, ali bojo premagovali napovedi analitikov, ali bojo pod napovedmi analitikov glede prihodkov, so v bistvu s pomočjo slik parkirišč pred trgovinami z umetno inteligenco obdelali te slike, ocenili, koliko je prometa in ali pa rezultati dobri ali ne. Tako da je veliko možnosti uporabe, to je bila zdaj taka zelo specifična, ampak nasplošno možno je iskati veliko stvari, veliko podatkov obdelati, ki jih človek sam ne bi mogel obdelati. Vemo, da najzmogljivejši računalniki obdelajo lahko v enem dnevu več podatkov, kot bi jih nek človek v celem življenju lahko. In tukaj definitivno umetna inteligenca igra vlogo, je pa umetna inteligenca še vedno podvržena napakam ljudi, tudi tistih, ki jo programirajo. Ne. To moramo vedeti, tako da to ni čisto zlato, ni to nezmotljiva stvar, ker drugače bi najbrž že upravljali samo še z umetno inteligenco. No, se tudi človek dela napake in se moti in tudi kakšni portfeli grejo kdaj pod vodo. Ne? Tako da, ko si govoril o teh stvareh, ki grejo narobe, sem razmišljal, da bi lahko pravzaprav tudi o kakšnih ljudeh tako govorili. Lahko bi, definitivno lahko bi, ampak človek se tudi določene stvari nauči, opazi določene stvari, mogoče boljš, kakšne, ki so res zahtevne stvari, je zmožen nekaj kreativnosti, inovativnosti, ki jo umetna inteligenca večinoma ni zmožna, definitivno pa ne v taki meri zmožna. Tako da, ja, definitivno tudi ljudje delajo napake, tudi pri naložbenih odločitvah ljudje delajo napake, ne samo računalniki, ampak ne bi pa rekel, da so slabši od umetne inteligence oziroma vidim optimalen izid pri kombinaciji enega s drugim. Bi izpostavil kakšne primere, kjer je bil proces avtomatizacije in robotizacije uspešen? Definitivno prva stvar, ki mi pade na misel, je Amazon. Amazon je po moje res lep primer avtomatizacije, ker je v bistvu cela firma zrasla prav s tem gor. Z totalno revolucijo na področju internetne prodaje, ki jo je v bistvu poganjala avtomatizacija procesa. Tudi Tesla, recimo, je zelo dober primer avtomatizacije. Pred časom, ne tako dolgo nazaj, je vodstvo Volkswagena povabilo Elona Muska, če bi prišel odgovoriti na par vprašanj, in ena izmed stvari, ki jim je sporočil, da njihove zasnove tovarn niso niti približno primerne, da bi lahko odgovarjali današnjim potrebam, današnjemu času, in tudi vidimo, da je imel v bistvu Tesla zelo dobro dodano vrednost glede na klasične proizvajalce avtomobilov, ravno zaradi avtomatizacije celega procesa. Tako da takih primerov je še nekaj in definitivno pravilno upeljana avtomatizacija prinaša velike prednosti podjetju. Ja, nekako avtomobilska industrija res velja za eden od primerov, kjer se avtomatizacija, robotizacija uporablja zelo na široko. Konec koncev, ravno pri Fordu so uvedli ta pojem avtomatizacije. To je v bistvu tekoči trak, pri Fordu je dejansko bila prva neka taka avtomatizacija v industriji avtomobilski, ne rečemo, ker je prinesla revolucijo. Ako pa imam primer iz svojega življenja, vlastnih izkušenj. Jaz sem prvič videl primer robotizacije v Nissanovi tovarni, ko so imeli na ene take črte narisane, v katerih so se premikali take robotke, ki so imeli košarice in so raznašali, razvažali različne komponente. Jaz sem bil takrat presenečen, zdaj pa nisem toliko in skoraj da pričakujem, da to imajo vse tovarne. Ja, definitivno. Ena izmed stvari, ki je pri avtomatizaciji, da če je proces zelo uspešen, ga hitro probajo tudi drugi kopirati. Tako da zato tudi, tako kot smo prej rekli, ta umetna inteligenca in algoritmi, to bi so tisto, kar danes po mojem dela glavno razliko, ker mi lahko avtomatiziramo del procesa ali pa cel proces z nekimi zunanjimi storitvami, da če med zunanjimi ponudniki,
lahko avtomatiziramo skladišče. Danes imamo podjetja, ki se ukvarjajo prav samo s tem, da nam avtomatizirajo skladišče, pa še ne pomeni, da bomo jutri Amazon, ker je treba cel proces avtomatizirati, da dejansko lahko maksimum dobimo ven iz tega. Kje so pa pol tveganja, ki se pojavljajo pri posvojitvi te tehnologije? Ja, vsaka sprememba prinaša tudi tveganja, ne? Definitivno. Če so koristi na eni strani, so običajno tudi tveganja na drugi strani, vsaj ponavadi tako v življenju. Eno izmed tveganj, ki se pojavljajo, je definitivno napačen proces upeljave avtomatizacije. To ni majhen vložek, pri večini podjetij to predstavlja zelo velik vložek in če stvari niso primerno speljane, če grejo v napačno smer, se to lahko odrazi tudi v velikih izgubah na koncu. Veliko tveganje, ki ga jaz vidim za podjetja na področju avtomatizacije, robotizacije, je to, da bodo zaspala, ne bodo zmožna loviti konkurence, njihova produktivnost bo premajhna in tukaj se definitivno lahko za določena podjetja stvari zalomijo. Del avtomatizacije je tudi premikanje, da rečem, v neke nove stvari. Mi vidimo, recimo danes smo že večkrat imeli avtomobilska podjetja, se spreminjajo iz nekih klasičnih avtomobilskih podjetij v neke storitvene platforme, kjer boš ti lahko naročil prevoz ali pa boš samo si imel sposodil avto in take stvari, če sprememba poslovnega modela, ki ta avtomatizacija tudi prinaša. In definitivno vsi se ne bodo na to prilagodili pravočasno. Se ne bodo prilagodili pravilno in tukaj jaz vidim veliko tveganje za določena podjetja, da dejansko tudi čisti izpadejo iz posla. Kaj pa kibernetične grožnje? Velikrat opazimo kakšne članke, naprimer, da je nepridipravam uspel udreti v kakšno oskrbovalno verigo. Meni se zdi, da jih letos Toyota bila zhekana, so mogli ustaviti proizvodnjo. Velikrat se zgodi, da kakšno tovarno zaklenijo in da ne more več uporabljati sistema. To je eno izmed tveganj avtomatizacije, ki jih je treba nasloviti ne samo na ravni podjetja, ampak na ravni družbe kot celote. Naprimer, kdo bo zavaroval algoritem od samovozečega avtomobila? A je odgovorno podjetje, ki je naredilo to avto? Kdo je odgovoren za to? A so oni pripravljeni nositi to odgovornost? A so primerno kompenzirani za to odgovornost? In tukaj se v bistvu poraja veliko enih vprašanj. Kibernetska varnost je definitivno vedno večji problem, vedno bolj izpostavljena stvar. Videli smo res v zadnjem času vedno več takih primerov. Videli smo, da je napad na računalnike določenega podjetja lahko vpliva na celotno gospodarstvo. Naprimer, tudi veliko se govori v zadnjem času, da bi lahko imeli samovozeče ladje. In smo videli, kaj se je zgodilo, ko se je ena ladja zataknila, kaj to lahko pomeni za svetovno gospodarstvo. In če se to res zgodi, da bomo imeli samovozeče ladje in nekdo udre v program, lahko naredi ogromne probleme svetovnemu gospodarstvu, ne samo določenemu podjetju. Lahko so motene oskrbe z nekimi ključnimi stvarmi, od hrane, goriva, elektrike. Vse to je lahko posledica te avtomatizacije, ki se v bistvu človeka nadomešča s programom, ki pa je ranljiv. Tako da, ja, jaz tukaj vidim veliko tveganj, po drugi strani vidim tudi veliko priložnosti za podjetja, ki so aktivna na tem področju. Je pa to po moje neko tveganje, ki ga je treba sprejeti in samo probati čim več stvari narediti, čim bolj biti aktiven v smeri, da se zavarujemo pred takimi napadi, probati čim več nekih varnostnih ukrepov posvojiti in jih celo narediti obvezne za določena podjetja, ki so sistemskega pomena. V katerih državah pa največ vlagajo v avtomatizacijo in robotizacijo? Kitajska je sploh ena taka zgodba, se mi zdi, ki je v zadnjih letih dejansko naredila velik korak naprej na tem področju. Pred leti so bili, da rečem, dokaj v zaostanku glede na Zahod, danes pa so definitivno konkurenčni in mogoče v določenih nišah celo pred Zahodom. Japonska tradicionalno znana po teh zgodbah, vemo, da je to robotizacija in to se običajno kar povezuje z Japonsko. Nekatera največja podjetja, ki izdelujejo robote, prihajajo z Japonske.
Tudi Južna Koreja je ena taka zgodba, v bistvu, kjer je digitalizacija, avtomatizacija stvari postavila na nov nivo. Dejansko cela država je naredila velik korak naprej kot posledica robotizacije in digitalizacije. Imamo odličen primer, glih zaradi tega, ker lahko primerjamo Severno Korejo in vidimo, kam so te korake pripeljali. Tako da ja, v Evropi pa definitivno Nemčija, tudi kot velik industrialc, definitivno zelo aktivno na tem področju. Francozi, Italijani imajo tudi kar nekaj uspešnih podjetij, ki so povezana tudi prej z avtomobilsko industrijo in to, kar smo rekli na tem področju. Je pa tudi Velika Britanija. Ja, v bistvu res najbolj aktivne so pri procesu nameščanja novih industrijskih robotov, so ravno države z razvito industrijo, da dobro se to izpostavil tam, kjer je možnost, da se proizvodnja avtomatizira, robotizira, tam dejansko prihaja do tega, da je Kitajska, Japonska, Južna Koreja, res to so močne industrijske države, tudi Nemčija. Ja, mislim, da se je v teh razvitih državah število robotov v zadnjih 25-30 letih na 1000 prebivalcev početverilo. Tako da se je kar pozna tudi mogoče zanimiv podatek za Ameriko. Amerika danes kljub selitvi velikega dela proizvodnje še vedno proizvede 2-krat več, kot je proizvedla z tretjino manj delavcev. Tako da to je v bistvu vse po zaslugi robotizacije in avtomatizacije. V prejšnji epizodi smo se pogovarjali o trendu staranja prebivalstva v Aziji in smo se dotaknili tudi industrijskih robotov. Tebi ne zdi, da je to tudi eden od razlogov, zakaj so ravno te države tako usmerjene v robotizacijo proizvodnih procesov? Kakor smo omenili že na začetku, je vrzel v delovni sili tudi ena izmed stvari, ki žene avtomatizacijo in robotizacijo. Določene naloge lahko upravljamo tudi dlje v starost, če imamo ob tem neko asistenco, neko pomoč, tako da to zagotovo pomaga. Tudi ne samo staranje delovne sile, ampak tudi, bi rekel, višja zaščita delovne sile v teh državah pripelje do tega. Nažalost, v nekaterih državah so pravice delavcev dokaj slabo urejene, poškodbe na delovnem mestu in take stvari so bolj pogoste, ljudje so nekako nažalost bolj prisiljeni, da so dovzetni do tega. V zahodnih državah, v razvitih državah smo veliko bolj občutljivi na te stvari in zato tudi dela, kjer se to pogosto dogaja, kjer prihaja do nekih poškodb, ki so povezane z delom, z monotonostjo procesa, probamo nadomeščati. Tudi, da rečem, skladno s tem se lahko zmanjša malo strošek za zdravstvo, ki je vsako leto večje in je to tako za celotno družbo koristno. V primeru investiranja, ki dosleduje oziroma upošteva tudi trajnostne vidike, postaja dolgoročni investicijski horizont izjemno pomemben in z tega vidika investicije podjetja kot sta Tesla in Amazon je lep primer tako dolgoročnega investiranja, kot tudi trajnostno usmerjenega investiranja, ki rešuje določene probleme, ki so se v preteklosti pojavili v naši družbi. Stvari se lahko hitro obrnejo. Stvari so lahko v neki točki nezanimive, pa so v drugi točki ratejo zelo zanimive. Glih, ki smo omenjali sončne celice in nasplošno ta zelena energija je sorazmerno draga bila, pa kar naenkrat, ko so stroški proizvodnje energije iz drugih virov toliko poraste, sploh ni več draga, je v bistvu zelo konkurenčna za proizvajati. Tako da se lahko stvari tudi spremenijo dokaj hitro, zato je v stvarih, kjer vidimo neko prihodnost, je po moje smiselno vlagati v to, tudi na ravni družbe se zavezati tem stvarem, tudi če trenutno še niso ekonomsko upravičene. Ko bodo te tehnologije postale tako v taki meri ekonomsko upravičene, da bodo čiste tovarne postale avtomatizirane, robotizirane, kaj se bo zgodilo s človekom, ki je človek v tej zgodbi? Zdaj, jaz v bistvu
Avtomatizacije in robotizacije ne vidim kot sovražnika človeka, vidim bolj kot nekega našega zaveznika na dolgi rok. Definitivno za začetek vseh del ne moramo avtomatizirati, niti jih nikoli ne bomo zmožni avtomatizirati. Dela, kot so neko strateška planiranje, dela, ki zahtevajo čustveno inteligenco, nek človeški stik, kjer ga želimo imeti, to ne bojo roboti mogli nikoli čisto nadomestiti, po mojem. Tako, dostkrat, ne vem, ko gremo k frizerju, gremo v lokal ali pa nekaj takega, ne gremo samo zaradi tiste storitve, ampak nam je všeč zraven še, da se z nekom pogovorimo, da imamo neko celostno storitev, da tako rečem. Tako da vseh del zagotovo ne bomo mogli avtomatizirati iz takih ali pa drugačnih razlogov. Definitivno vsaka sprememba je za nekoga boleča in tudi te spremembe so lahko boleče. So ljudje, ki bodo izgubili delovna mesta. Zdaj nekatere študije ocenjujemo, da ne bi celo do konca desetletja že izgubili 400 milijonov delovnih mest na račun avtomatizacije in robotizacije, kar je približno 15% celotne delovne sile svetovne. Tako da za določene ljudi to bo boleče, ampak po drugi strani pa se odpirajo nove priložnosti. In družba mora po mojem nekako odgovoriti na to vprašanje, kako te ljudi preusmeriti, jih pripraviti za druga delovna mesta. Vsem je jasno, da nekdo, ki je 30 let delal z tekočim trakom, ne bo jutri postal IT programer, kar pa ne pomeni, da za njega ni primernih delovnih mest. Vemo, da imamo pomanjkanje medicinskih sester, lista je široka. Vidim preusmerjanje še več ljudi iz same industrije v storitveno dejavnost. To je tudi en trend, ki bo po moje posledica, ki se že dogaja in je posledica avtomatizacije. Tako da mesto za človeka bo, jaz računam, da bo človeku življenje lažje kot posledica avtomatizacije. Tudi pametni domovi in vse skupaj ne bi nekako bili korak v to smer. Tudi lahko je v bistvu kot posledica večje produktivnosti se lahko pojavi skrajšanje delovnika. Vemo, da so podjetja, ki že to prakticirajo, da imajo namesto 5 delovnih dni v tednu 4 delovne dni, da namesto 8 ur delaš 6 ur, pa si ravno tako plačan za poln delovnik. Tako da definitivno so tukaj lahko pozitivne spremembe in jaz računam, da bodo za človeka. Mora se pa družba sama pripraviti na to in to moramo se zelo hitro pripraviti na to. Potrebne bojo spremembe v izobraževalnem procesu, treba bo ljudi tudi pripraviti na to, da morda karijera, ki si jo bojo izbrali, ne bo edina karijera v njihovem življenju, da bojo mogoče v življenju zamenjali 5-6 različnih karijer na različnih področjih. In to so vse stvari, ki je treba biti na njih pripravljen, da se bomo učili celo življenje, da bodo potrebne prekvalifikacije. To pa so stvari, s katerimi se bomo mogli nažalost sprijazniti. Mislim pa, da je kar za vsako stvarjo, pač z mlajšimi generacijami, ki se bodo nekako rodile v ta sistem, da jim bo lažje. Tako kot je bilo z uvedbo računalnikov, ko so prišle generacije, ki so od mehkega rasle gor, jim je to nekako čisto naravna stvar. Za starejše je bil problem določene stvari osvojiti in ravno tako bo po moje ta nov koncept veliko lažje osvojil za mlajše generacije, nekateri pa definitivno se bojo mogli soočati tudi s problemi pri tem. Kakšno vlogo se ti pa zdi, da bojo imela podjetja in države pri tem procesu prilagajanja, da bo v bistvu ta proces čim manj bolje za posameznika? Definitivno ključna vloga je vloga države, kot jaz vidim stvari. Država mora nekako poskrbeti za to, da bodo te ljudje normalno lahko šli skozi neke transformacije, skozi spremembe, mora jim omogočati programe, mora jim v določenih primerih tudi omogočati nekako preživeti čez to obdobje, ker vsi ne morejo živeti od lastnih prihrankov, ker jih nekateri to zelo težko ustvarja zaradi takih in drugačnih objektivnih razlogov. Tako da tukaj država bo mogla vskočiti noter in bo mogla pomagati tem ljudem in tukaj mislim, da bo tudi priložnost za družbo, za določene države, da naredijo korak naprej in mogoče celo dobijo določene prednosti na tem področju. Mi vemo, da so
deficiti na določenih delovnih mestih, ki se jih ne da čist avtomatizirati, robotizirati. Lahko te ljudi preusmerimo tja, treba je najti vsakmu nekaj, kar lahko upravlja in definitivno je to treba imeti urejeno sistemsko in ljudi čim hitreje usmerjati v to, da se izobražujejo za različne stvari. Samo podjetja bojo tudi nosila del bremena. Mislim, da tukaj bo v Evropi dosti večja aktivnost podjetij, kot naprimer v ZDA, predvsem zaradi tega, ker so zakoni taki, da so delavci bolj zaščiteni, je odpuščanje dražje in bojo podjetja primorana v to, da tudi sama čim več delovne sile prekvalificirajo. Se bojo po moje veliko bolj ukvarjala s tem. Tako da mislim, da smo v Evropi z tega vidika mogoče celo malo na boljšem, kot naši kolegi čez lužo. Definitivno pa brez sodelovanja podjetij in države in pa tudi na koncu vložka vsakega posameznika to ne bo možno speljati. Ja, bomo videli. Res bomo videli, katera regija bo v boljšem položaju. Jaz ne bom presenečen, če bomo čez nekaj let videli tudi v Združenih državah Amerike, da podjetje namenijo nekoliko več pozornosti posledicam svojih odločitev za širšo družbo, torej da nekoliko večji poudarek daje tudi vplivu na okolje, poleg doseganja finančnih rezultatov. Kako trende nas usmerjajo ravno v to smer. Ja, tukaj bi se definitivno strinjal. Če je mogoče v Evropi čutiti velik pritisk tudi z regulatorne stvari na tem področju, pa je definitivno v državah, kjer to ni regulatorno tako zelo urejeno, čutiti pritisk potrošnikov in okolice, da se te stvari urejajo. In to bi si upal trditi, da je to večkrat močnejše od regulatornih pritiskov, ker podjetje ve, da se mora prilagoditi potrošniku svoji stranki, okolju, v katerem deluje, če hoče preživeti in so do tega mogoče celo bolj dovzetni, kot do nekih regulatornih sprememb, ki jih doskrat z odporom sprejemajo. Tako da tukaj bi se definitivno strinjal, da lahko pričakujemo tudi ZDA dosti drugačen pogled, kot smo ga bili vajeni v preteklosti. Ja, torej, si že rekel danes, da človeštvo se je srečalo z izzivi, ko se je začel proces integracije v življenje računalnikov. Ampak še vedno smo tukaj, smo se navadili in zdaj si težko predstavljamo naše življenje brez računalnikov. Zelo verjetno, da čez 10, 20, 50 let, ko bomo gledali nazaj v leto 2022, si bomo težko predstavili, kako smo takrat živeli brez robotiziranih pametnih tovarn, brez avtomatizacije vseh rutinskih procesov, kako nismo usmerili svoj človeški kapital v drugo področje, kjer je dodana vrednost mogoče nekoliko drugačna. Ne bi rekel, da je večja, ampak drugačna zagotovo. Tako da jaz sem optimist, moram priznati, in se ne bojim, da se bo zgodil scenarij, da bodo roboti prevzeli čisto delovno mesto in da bo vpliv na družbo negativen. Moram reči, da tudi jaz tukaj sem optimist, ker sem že povedal. Definitivno računam, da bo vpliv na koncu pozitiven. Veliko ljudi, po moje, je prestrašenih, je normalno, da je človek prestrašen, če se boji za svojo službo, za svoje preživetje posledično. Mislim pa, da marsikdo bo pa lahko odkril tudi neko drugo kariero, v kateri bo veliko bolj užival. Kot je bilo že rečeno, najbolj so avtomatizaciji podvržena monotona, naporna dela, ki so dejansko tudi zelo škodljiva samo človeku in za veliko ljudi bo najbrž tudi to neka pozitivna priložnost, da se v bistvu izognejo tem delom, čeprav se na začetku zdi stvar zelo grozna in verjamem, da na ravni posameznika tudi je zelo grozna.
če si prav ti tisti, ki je zaradi avtomatizacije izgubil službo. Je pa tako, kot smo rekli, mora tukaj tudi država vstopati, pomagati tem ljudem in pa tudi podjetja morajo svoj del oddelati in preoblikovati delovna mesta, tako da se čim več teh ljudi lahko prezaposli in da celo z večjo dodano vrednostjo počnejo nekaj drugega. Vid, hvala ti za tvoj čas, lepo, da si bil danes z nami. Ja, jaz se zahvaljujem vam, da ste me gostili, sem prav užival v pogovoru. Hvala lepa, da si nam pomagal razumeti to tematiko. Vid, hvala. Podcast, ki ste ga poslušali, ne more predstavljati investicijskega priporočila, je splošne narave in ne more upoštevati posameznih potreb poslušalcev.